Za dolgoživo družbo in aktivno staranje je pomembno, da so ljudje aktivni, ustvarjalni, da skrbijo za zdravje. Poudarjeno je medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost in predvsem je potrebno eno zavedanje, da so pravice za vse ljudi enake, ne glede za starost. Pravičnost je tista, ki ljudem daje tudi občutek vrednosti. Pomembno vlogo pri tem ima prostovoljstvo, predvsem za vzdrževanje aktivne vključenosti, socialne mreže, ohranjanje in gradnje tega, izpolnitev v smislu pomembnosti za druge in za družbo. Veliko potenciala ponuja za sodelovanje med generacijami, povezanost med generacijami pa je temelj dolgožive družbe. Blagodejno vpliva na vse človekove temeljne razsežnosti. Skozi vključitev v prostovoljstvo se ljudem odpira prostor za vključevanje v aktivnosti, ki jih to omogoča, hkrati pa tudi ponuja pomoč v sistemu nekega daj-dama, kjer lahko ljudje, ki spoznajo druge prostovoljce, v nekem času, ko sami potrebujejo pomoč, to koristijo. Gre za tako imenovano win-win situacijo, ki ima veliko multiplikativnih učinkov. Pri nas so ljudje zelo aktivni, predvsem v starosti, ko se upokojijo, začnejo iskati neke dejavnosti in to, da se lahko tukaj vključijo in veliko pomeni, to vidimo na vseh teh človeških parametrih, velikokrat delimo skupaj veselje, tudi kakšno žalostno stvar predelamo, gre za neke vrste svetovanje, pomoč ljudem, osebna pomoč, hkrati pa je veliko ljudi, ki so sami, tudi tisti, ki ostanejo sami, ko izgubijo moža, svojca, partnerja in se potem pri nas vključijo nekako za okrevanje, za tolažbo, predvsem pa zato, da niso osamljeni. Osamljenost je velik problem starejše generacije in velikokrat dobimo tudi klic za pomoč na terenu. Naši prostovoljci so terenski ljudje, gredo tudi v sklopu prostovoljskega servisa pomagati človeku domov. Seveda jih zato skušamo opremiti z znanji, jih izobraziti, zato imamo usposabljanja za prostovoljce. Usposabljanja so zelo pomemben segment, poleg usposabljanj pa tudi mentorstvo. Sam sem vsa ta leta mentor prostovoljcem, če samo povem, da letno pri nas vsaj 100 prostovoljcev aktivno opravlja prostovoljsko delo, potem si lahko predstavljamo, koliko časa je tudi pomembnega in potrebnega za to, da se z njimi kaj pogovorim, da včasih razdelamo kakšne stvari, predvsem pa, da dobimo nek feedback, povratne informacije strani naših uporabnikov. Starejši prostovoljci so tisti, ki najbolj množično pridejo na moje prostovoljske sestanke, ki jih imam, mentorske sestanke s prostovoljci, kjer se pogovarjamo o tem, kaj se jim je v prejšnjem mesecu zgodilo, kakšne plane imamo kot hiša sadeži družbe za naslednji mesec, aktivno sodelujejo, predlagajo tudi vsebine in tiste dejavnosti, ki jih izvajamo, velikokrat obiskujejo medsebojno en drugemu. To pomeni, če ima, ne vem, gospa Albina kuharsko delavnico, pride gospod Milan, gospa Željka, gospa Marjana, Liljana in podobni na njeno delavnico, potem, ko ima nekdo od teh svojo delavnico, pa marsikdo od teh pride na njegovo. Od začetka so bile delavnice vsebinske, tematske, bolj kot neke vrste filter za to, da je nekdo prišel do nas, da si je tu našel svojo sredo, svojo socialno mrežo in dobil neko pomoč. Sedaj pa so bolj kot neke tradicionalne obrti, kuharske in ustvarjalne delavnice, v ospredju delavnice, direktne pogovorne delavnice. To pomeni, ko se pogovarjamo o življenjskih stvareh, o zdravem načinu življenja, o načinu sobivanja, o strpnosti, o sodelovanju med ljudmi, tudi o nekem upanju, o energijskem zdravljenju. V končni fazi imamo veliko ljudi, ki verjame v različne stvari, so to različna verstva ali pa kakšne druge ideale in se te stvari pri nas pregovarja in med sabo delimo izkušnje. Predvsem ta občutek bližine je ljudem zelo pomemben.
Nekaj, kar je še zelo pomembnega pri teh prostovoljcih, ki so svoja delovna leta bili zelo aktivni in zelo marljivo delali. Pri nas imamo veliko prostovoljcev, ki so delali v Muri in v drugih industrijskih obratih, kjer je bilo delo zelo zahtevno in intenzivno. In oni potrebujejo to, da se jih vidi, da so delovni, da so še sposobni nekaj narediti in predvsem, da imajo veliko znanja in izkušenj, ki jih lahko podarijo drugim. In tu mlada generacija, srednja generacija od njih tudi veliko dobi. In če jim še malo znamo to povedati, popihati na dušo, potem so zelo zadovoljni, srečni in bom rekel, velikokrat ni samo to, da pridejo pomagati. Zelo radi prinesejo tudi kak paket kave, tudi kakšne piškote, tudi kaj spečejo doma. Če je kak dogodek, se aktivirajo, doma naredijo stvari. Nekatere stvari naredijo pri nas. Pri nas smo kot ena velika družina in ti ljudje tudi velikokrat veliko svojega prinesejo, podarijo, zato da imamo dejavnosti z drugimi. Pa jim velikokrat rečem, da to ni potrebno. In to je tisti občutek pripadnosti in to je lepo videti, sploh ko starejša generacija tudi verbalno to predstavi. Ne samo, da imaš občutek, ampak tudi znajo povedati tudi drugim, tistim, ki nas podpirajo, pa našo dejavnost, zakaj je za njih pomembno, da se take dejavnosti izvajajo in da je prostovoljstvo kot tako za različne generacije dostopno na nekem mestu, kjer ni stereotipov. Jaz velikokrat poudarim to, da pri nas se združujemo zelo različni ljudje, starejši, mlajši, srednja generacija, ljudje s težavami, ljudje brez težav, ljudje drugačnih narodnosti. In si med seboj pomagamo in to je tisto, kar šteje in tu, da ni prostora za neke nestrpnosti, za sovraštvo in da en do drugega lahko gojimo eno pripadnost, pa si predvsem pomagamo na ta človeški način. Starejši, kot sem rekel, koristijo veliko naših različnih aktivnosti. Eno od teh je prostovoljski servis. Ko sam ne zmoreš več, če si bil kadarkoli na naših dejavnostih, tudi veliko lažje potem priznaš, da ne zmoreš in pokličeš za to, da potrebuješ pomoč nekoga, ki ti lahko pomaga. Pomagamo enkrat, dvakrat ali večkrat tedensko, odvisno koliko pomoči nekdo potrebuje. Pa niso samo starejši tisti, ki potrebujejo to pomoč. Velikokrat tudi kdo v aktivni dobi, ki se poškoduje, ki ima nek zlom, ki ne more iti v nabavo, ki ne more iti na sprehod. Pred kratkim smo na primer imeli klic gospe na invalidskem vozičku, ki živi samostojno življenje, ampak se je voziček pokvaril, elektronika ne deluje in enostavno po neki operaciji ni imela moči, da bi sama poganjala kolesa. Gremo v akcijo, pomagamo in sedaj tudi aktivno na družabništvu. Na koncu še vedno ugotovimo, da nekaj je pomoč, nekaj pa je še vseeno tisto človeška beseda, pa če je treba samo pogovor, prebrati komu kako knjigo ali z njim pogledati tudi kakšno nadaljevanko, iti ven na teren, si pogledati, kaj v knjižnici, kakšna razstava v gradu, kakšen sejem. Tako da tu v tem primeru tudi sodelujemo veliko z drugimi organizacijami, na primer domovi starejših, kjer jim posojamo prostovoljce. Oni velikokrat pokličejo, da imajo 5 do 10 ljudi na vozičkih, ki bi šli na neko prireditev, če imamo možnost zbrati toliko prostovoljcev. K sreči pri nas v Hiši Sadež družbe imamo veliko bazo ljudi, takoj gremo v akcijo, pokličemo te prostovoljce, nekateri se odzovejo, nekateri ne morejo, tudi prostovoljci niso vedno tu, niso vedno na voljo. Včasih moramo tudi komu razložiti, da nimamo prostovoljcev pri roki, da je treba vedno koordinirati, veliko je te koordinacije, poklicati človeka, določiti termin, poklicati nazaj uporabnika, skupaj se znajti, potem dorečiti stvari in seveda prostovoljce potem tudi povprašati, kako je bilo, uporabnike povprašati, kako je bilo. Vse to je za naše delo pomembno. Kot mentor bi rekel, da bi si želel veliko več časa za delo s prostovoljci, pa tudi za uporabnike, več časa za pridobiti povratne informacije. To je za nas, ki delamo z ljudmi, pomembno. Na tak način jih lahko usmerjamo, jim lahko pomagamo in za neko prihodnost dolgožive družbe, za aktivno staranje
si želim, da taki projekti ostanejo še naprej, da bomo lahko pomagali ljudem, da bomo tudi sami, ko bomo enkrat prišli v ta zrela leta, imeli neke možnosti, da bomo lahko se aktivno vključili, da bomo imeli občutek pripadnosti, da bomo imeli tudi občutek pomembnosti, potrebnosti še za nekoga, za to družbo, pa bodisi pomagamo človeku, organizaciji, naravi, živalim, marsikomu lahko pomagamo in mi skušamo to ljudem osmisliti, tako da si upam zaželeti eno pozitivno prihodnost za prostovoljstvo, za medgeneracijsko sodelovanje in za aktivno staranje še naprej.